Naša gostja to popoldne je gospa Stanka Vauh, sicer direktorica Doma za starejše na Fari v Prevaljah. Doma, v katerem prebiva 155 starostnikov in ki po podatkih NIJZ že od 12. avgusta ni imel novih okužb. To je zagotovo spodbuden podatek, sploh če upoštevamo, da se Dom za starejše na Fari nahaja v eni izmed regij, ki imajo trenutno najslabšo epidemiološko sliko v državi. Našo gostjo pa sedaj lepo pozdravljam preko Zooma in jo prosim za njeno predstavitev. Izvolite. Lep pozdrav vsem. Dom starejših na Fari je bil vse do začetka letošnjega leta javno-socialno-varstveni zavod z nastanitvijo kapacitet 190 postelj. Ob pričetkih epidemije smo se v domu kar hitro zavedali, da nas bo doletela epidemija slej kot prej in zato smo se tudi že pred marcem meseca prenehali sprejemati stanovalcev v dom, saj smo pač morali zagotoviti prazne postelje za ureditev tako imenovanih sivih in pa rdečih con. Meseca marca, se pravi v prvem izbruhu epidemije, smo imeli v domu nastanjenih 180 stanovalcev. Prvi val smo na Fari prestali brez vdora okužbe v dom. Ja, priznamo, bilo nas je strah. V tednu pred 8. marcem pa smo začasno prepovedali splošne obiske. Nato smo jih dovoljevali ob prijavi oziroma najavi pri socialni delavki doma, ki je tudi urejevala termine in usklajevala razpoložljivost zaposlenih, ki so stanovalca uredili, ga pripeljali v park ali v dvorano. Obiskovalcev, ki so imeli nepomičnega svojca našega stanovalca, pa smo omogočili tudi obiske v sobah. V tem času smo si tudi priskrbeli zaščitno varovalno opremo, kakor smo pač vedeli in znali. Vse dokler nismo dobili osebne varovalne opreme iz državnih rezerv. V Ljubljano smo takrat hodili iskat kar sami ali pa s pomočjo civilne zaščite. Sproščeni obiski so se potem nadaljevali v poletnih mesecih, pa vendar smo bili v tem času vsi na trnih, saj virus ni hotel izginiti iz naše okolice. V poletnih mesecih smo se v domu tudi izobraževali na temo pravilne uporabe varovalne opreme, saj do sedaj naši zdravstveni delavci in sodelavci tega niso kaj dosti potrebovali in niti ne uporabljali. Moramo povedati, da smo le socialno-varstveni zavod, ki pa se je preko noči moral spremeniti v del bolnišnice. Ob velikem izbruhu drugega vala smo se dolgo časa uspešno branili. Uspešno smo zatrli vdor virusa kar 2-krat. Prvi primer okužbe smo zaznali pri nas v domu že meseca septembra pri zaposleni in drugi vdor meseca oktobra prav tako pri zaposleni in vse smo uspešno zavrli. Ko pa se je epidemiološka slika na Koroškem izredno poslabšala, je bilo le še vprašanje časa, da se bo virus utihotapil tudi v naš dom. Kar dolgo časa smo bili nekaka oaza med okužbami in seveda je leta doletela tudi nas. Prvo okužbo smo zaznali 4. novembra pri stanovalcu. Način vnosa ni bil pojasnjen, saj so vsi zaposleni, ki so takrat bili na tem oddelku, bili na testu PCR tudi negativni. Nato so prišli z okužbo iz bolnice še 3 stanovalci, katere smo potem namestili v tako imenovano rdečo cono doma. Uredili smo prostore fizioterapije zdravstvenega doma Ravne in takrat so se potem prenehali izvajati programi fizioterapevtske obravnave za celotno Mežiško dolino. Rdečo cono pa smo morali zaradi povečanega števila okuženih stanovalcev razširiti še na prostore dvorane doma in tako smo potem pridobili res velik prostor za tako imenovano rdečo cono. V našem domu je po sedaj znanih podatkih 80 stanovalcev ozdravljenih. V rdeči coni jih je trenutno nastanjenih še 16. V domu je pa tudi še 38 stanovalcev, ki se niso okužili in tudi zaenkrat ne kažejo nobenih znakov. Nekako bi lahko rekli, če primerjamo število umrlih v domu, lahko ugotovimo, da je leta 2018 umrlo do
14.12. 54 stanovalcev, leta 1955, letošnjo leto pa 68 stanovalcev. In lahko rečemo, da samo zaradi COVID-a ali s COVID-om beležimo od teh 68 smrti 17 smrti, in sicer 10 v bolnici, pa 7 v domu. No in tudi zaposleni niso bili imuni na okužbo. Saj beležimo med zaposlenimi 44 okužb in trenutno je odsotnih še 11 sodelavcev, jutri se vračajo tudi 3. Vsi okuženi niso imeli večjih težav in so okužbo preboleli brez potrebne hospitalizacije. No, te hitre teste pa smo pričeli uporabljati prejšnji teden, ko smo dobili zeleno luč in pa vsa potrebna navodila strani pristojnega ministrstva. Z zdravstvenim domom Ravne smo se dogovorili za odvzem vzorcev. Njihov mobilni tim pride v dom vsak ponedeljek zjutraj, odzame brise in v dobrih 20 minutah imamo pravo sliko stanja. Prejšnji teden smo tako odkrili 2 popolnoma asimptomatska zaposlena, ki sta bila pozitivna in sta se lahko pravočasno umaknila iz delovnega procesa. Danes ob ponovnem testiranju pa nismo odkrili nobenega pozitivnega brisa več. Sedaj z uporabo hitrih testov lahko res hitro, še preden se okužba prične širiti, odkrijemo okužene, jih odstranimo z delovnega procesa, nato pa jim v zdravstvenem domu Ravne odvzamejo še vzorec za PCR test. Osebne varovalne opreme imamo v domu na Fari zaenkrat dovolj, je pa problem v ceni in moram povedati, da je prav žalostno slediti, kako se kopičijo razni dobičkarji, vrstijo se ponudniki iz vseh mogočih vrst, z vsemi mogočimi certifikati izdelovalcev osebne varovalne opreme, ponavadi v kitajščini. Tudi takšni, ki se nikoli niso ukvarjali z dobavo medicinske opreme. Moram pa tudi povedati, da so se informacije, da je nastopila težava pred časom ob dobavah kisika, naši župani občin Mežiške doline zbrali v enem dnevu in je vsak župan naročil za naš dom po en koncentrator kisika. V domu smo imeli ob izbruhu 2 koncentratorja, na to je dom nabavil še enega, pa vendar ni bilo dovolj. Sedaj jih imamo 7 in 8. pričakujemo v teh dneh. Podaril pa ga nam je podjetnik iz Raven na Koroškem. Obiski v domu starejših na Fari so bili pripovedani samo v času, ko smo v domu vzpostavljali rdečo cono in takrat, ko smo imeli tudi večje število zaposlenih v izolaciji. Sedaj potekajo obiski pod posebnimi pogoji z upoštevanjem varovalnih ukrepov strani pristojnih služb. Seveda je moteča steklena stena, nič osebnega kontakta, ni objemov, pa vendar moram reči, včasih nam pogled pove vse. Zavedamo se, da bomo morali z virusom se boriti še kar nekaj časa. Delovati bomo morali hitro in biti zelo prilagodljivi. Situacija v domovih je resna in šele ko človek izgubi svojega bližnjega, potem šele ve, da se to dogaja vsem nam. Sedaj vzpostavljamo v domu neko prvotno stanje, zmanjšali bomo tako imenovano rdečo cono in uredili večji prostor za obiske. Začeli bomo tudi s sprejemi v dom, prav tako po posebnem varnostnem protokolu. Naše delo se je sedaj zelo spremenilo, spremenilo pa se je tudi življenje naših stanovalcev. Seveda pogrešajo svoje bližnje. Skušamo jim pač v največji možni meri ustreči z vzpostavljanjem videoklicev, vendar se zavedamo, da to ni enako. Tudi letošnje praznovanje božičnih in novoletnih praznikov bo pri naši hiši drugačno, vendar se bomo zaposleni potrudili, da vsaj približamo praznični občutek. Velik del socialnih vsebin je nam vsem sedaj onemogočen od druženja, zabav, raznih iger, kvizov, skupnih kofetkanj in podobno. In želimo si, da se vse to vrne nazaj in da ne ostanemo le podaljšana roka bolnišnic.